Poročali smo že o prizadevanjih javnega zavoda Sotočje, da bi rojstna hiša Jakoba Aljaža v Zavrhu dejansko postala hiša odprtih vrat. V soboto se je tako zaključil niz 4 sobotnih čajank oziroma delavnic z Marješko Pehto. Ta torek pa smo se odpravili na drugo ustvarjalnico v nizu njih pod skupnim nazivom Od doma do doma. Vodi jih Barbara Bališ-Markovič, profesorica likovne umetnosti in strastna zagovornica ponovne uporabe. Ja, imamo res rdečo nit. Sicer ideja se mi porodila iz imena Od doma do doma, zato da je rdeča nit tudi z rojstno hišo Jakoba Aljaža. So pa to delavnice, ki v bistvu spodbujajo ponovno rabo predmetov, ki jih imamo že doma in tudi materialov, ki jih že imamo doma. Zato smo v rojstni hiši Jakoba Aljaža, ki je v bistvu vse bolj živahna, ob torkih oziroma enkrat mesečno ob torkih pripravili delavnice pod imenom Od doma do doma, kar pomeni, da spodbujamo prenašati ideje od doma do doma, predmete od doma do doma, spodbujamo druženje, da se potem na tem mestu vse te ideje nekako med udeleženkami recimo pretakajo, da naredimo nekaj novega, mogoče katera ne rabi kakšnega kozarčka, pa ga podari drugi in potem ideje in stvari potujejo od doma do doma. Prva ustvarjalnica se je navazovala na sobotne čajanke, ko so mešali čaje, izdelovali kreme in mazila. Mi smo se pa s prvo delavnico navezali in smo želeli ustvarjalno zaviti darila, ki nastanejo doma. Se pravi, smo zavijali kozarčke marmelade, kremice, čaje. Iskali smo v bistvu naravne in zanimive načine, kako potem svoj izdelek tudi zelo lepo aranžiraš, preden ga podariš. Na tokratni ustvarjalnici, poimenovani Pisane lučke za dolge večere, pa so se udeleženke, čeprav so v njihovo družbo povabljeni tudi moški, seznanile z zakonitostmi servietne tehnike. Tehnike, za katero ne potrebuješ predhodnega znanja. Tega se lahko loti najbrž čisto vsak. Čisto vsak. Servietna tehnika je v bistvu ena zelo, zelo priljubljena tehnika in tudi tehnika, ki se jo res loti vsak in ima tudi zelo lep rezultat. Pri servietni tehniki lahko uporabimo poškodovane skodelice, kozarčke za vlaganje, plastično embalažo. In v bistvu z vzorčkom, ki nam je na servetki všeč, naredimo en zelo lep efekt. Lahko tudi prenovimo kozarce oziroma lončke za rože, pa če nam naslednjo sezono več niso všeč, pa pač ponovimo z drugim vzorčkom. Servietna tehnika v bistvu je enostavna v tem smislu, da potrebujemo samo servetke, čopič, lepilo. Sicer lepilo mora biti precej tekoče, zato da čopič lepo teče in da uporabimo stvari, ki jih že imamo doma. Vi konkretno v rokah držite kaj? Tole je v bistvu posodica, v kateri je bila konopljina moka. Nalepko smo odstranili, potem pa samo preko kartonske embalaže nalepili prtiček, tak, ki je v bistvu imel barvno lep poudarek in je nastala ena zelo lepa embalažica, v katero se lahko marsikaj pospravi ali pa uporabi za darilo. V tem prazničnem obdobju se v rojstni hiši Jakoba Aljaža obetata še 2 delavnici. V soboto 22. novembra bo potekala delavnica izdelovanja prazničnih venčkov, v soboto 6. decembra pa delavnica izdelovanja prazničnih voščilnic. Ravno tako bomo spodbujali uporabo raznih kosov blaga, ostankov papirja, ker bi radi spodbudili, da se vrne ta lepa navada pošiljanja voščilnic. V petek 28. novembra bo v rojstni hiši Jakoba Aljaža potekalo tudi pripovedovalsko popoldne z Ireno Cerar. Vse do konca januarja 2026 pa si lahko ogledate tudi razstavo Aljažev stolp, Ta pleh ima dušo. Odprta je vsak torek med 10. in 14. uro in vsako prvo soboto v mesecu.